Pozdravljeni. Za slabo vidljivost pri razmočeni progi mnogi navdušenci krivijo pnevmatike, ki dvignejo ogromno količino dežnih kapljic. A danes bomo videli, da morda vse ni tako, kot nam nekateri pravijo. Verjetno eno izmed najbolj perečih vprašanj v sodobni Formuli 1 zadeva vožnjo ob mokrem asfaltu. Mnogokrat smo videli, da v pogojih, ki se nam, navdušencem, ne zdijo ekstremni glede na dirke iz preteklosti, sodobni bolidi Formule 1 dobesedno obstanejo v garažah ali pa kar nekaj krogov vozijo za varnostnim avtomobilom. To problematiko smo načeli že pred nekaj dnevi, ko sem napravil poseben prispevek, v katerem sem dobesedno kritiziral dobavitelja pnevmatik Pirelli. Govoril sem o tem, da so njihove pnevmatike za mokro progo neustrezne. A nekateri izmed vas ste izpostavili zanimivo točko. Ne gre samo za pnevmatike in posledično oprijem, ki ga imajo bolidi, gre tudi za vidljivost. In vidljivost ob mokri progi je seveda ovirana, po mnenju mnogih navdušencev, zaradi vode, ki jo dvignejo pnevmatike, ko bolid gre po progi. In kot običajno tudi v tem primeru si bomo pomagali z maketo. Tu je March 751. Seveda, bolid, ki je malce manj znan, ampak v tem primeru ima montirane pnevmatike s profilom, zato ga bomo uporabili. Namreč, ko se kolo vrti, ko bolid napreduje po progi, seveda s pomočjo profila dviguje vodne kapljice, ki se nahajajo pod tekalno površino. In te kapljice nato požene v zrak, kjer nastane oblak v ozadju in seveda onemu, ki sledi, v takem primeru seveda otežuje življenje. Ampak zakaj v preteklosti to ni bila težava? So res krive le pnevmatike. Verjetno je marsikomu izmed vas znana novica, da pri FIA preizkušajo rešitve, ki naj bi omilile ta problem. In seveda, izmislili so si neke vrste zavesic, kot vidite na teh skicah. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj bodo, če sploh bodo, s to rešitvijo rešili. Namreč, če pogledamo bolid od zadaj in če se predstavljamo, da te vodne kapljice brez teh zavesic so usmerjene nazaj, kam bo voda šla, ukolikor bo tu naletela na neko oviro? Mogoče v stran, ker bi po svoje še poslabšalo problem, ker pravzaprav bi se ta oblak dežnih kapljic razširil, seveda skrajšal bi se za nekaj metrov. Ampak vprašanje je drugo. Namreč smo prepričani, da v resnici ta oblak dežnih kapljic je pravzaprav posledica pnevmatik. Po eni strani bi lahko dejali, da, kolikor pogledamo v preteklost, bomo videli, da najprej so bolidi začeli dvigovati seveda to količino vode prav s pnevmatikami. In tu imamo Hondo RA 272, bolid iz leta 1965. Če pogledamo aerodinamično, izjemno enostaven bolid, in v tem primeru bi res lahko dejali, da so bile edino pnevmatike tiste, ki so dvigovale vodo, ki se je znašla na asfaltu. Ampak kot vidimo tudi na originalnih fotografijah iz tistega obdobja, količina, ki so jo takrat dvignili bolidi Formule 1, je bila minimalna.
Še posebej v primerjavi s tistim, kar vidimo danes pri bolidih Formule 1. In seveda lahko bi dejali, ožje pnevmatike, lažji bolidi, nižje hitrosti. Ampak pri preučevanju fotografij moramo biti natančni. Kolikor pogledamo današnjo situacijo, bomo kaj hitro videli, da ta vodni stolpec, ki se dviga izza bolida Formule 1, v bistvu ni tako gost v tistem območju, kjer se nahaja pnevmatika, temveč je med zadnjima kolesoma bistveno močnejši, tam, kjer pravzaprav nima razloga, da bi bil, če bi bile pnevmatike odgovorne za ta prš. In sedaj morda bomo kaj hitro prišli do spoznanja, da pravzaprav pri FII skušajo rešiti težavo na napačnem koncu. Kolikor si pogledamo malce bolj sodoben bolid, to je Ferrari SF70H, si bomo takoj lahko predstavljali, da pravzaprav krivec za tako slabo vidljivost niso pnevmatike, temveč bolid sam. Kaj se je zgodilo, na primer v 60 letih razvoja? Seveda, aerodinamika v sodobnem času je bistveno bolj učinkovita od tiste, ki smo jo videli v 60 letih. Zračni tok, ki gre okrog bolida, dobi bistveno več energije in ko zapusti aerodinamične površine, je bistveno bolj zvrtinčen. In ko dežuje, seveda, kapljice, ki gredo proti tlom, se ujamejo v ta zračni tok in ob karoseriji zdrsnejo, na primer, proti zadnjemu aerodinamičnemu stabilizatorju. Tu vemo, da zračni tok dobi izjemno veliko energije in seveda, ko so vodne kapljice nekako ujete v ta zračni tok, sledijo letemu in izstreljene so nazaj. Lep primer je seveda tisti vrtinec, ki smo ga videli včasih, ko je bilo v zraku dovolj vlage in je vrtinec nastal tu ob robovih pri pomožnem profilu zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. In že to je eden izmed vzrokov, zakaj pnevmatike niso tako krive za tisto meglico, ki nastaja za bolidi Formule 1. A mnogi boste dejali, za bolidi se ne vidi tudi v primeru, da je samo asfaltna površina mokra in da ne dežuje. In tu prihajamo verjetno do glavnega krivca, zakaj je tako. V sodobni Formuli 1 od začetka sezone 2022 je zopet stopil v veljavo pravilnik, ki dovoljuje tako imenovane bolide s stalnim efektom oziroma bolide, ki imajo na dnu Venturijeve kanale. Od leta 1978 bolidi Formuli 1 so vsi izkoriščali talni efekt. Tudi oni iz prejšnje generacije, tudi če so imeli pritrjeno ravno dno. Seveda, učinek je bil dosti manjši. A predstavljamo si lahko, da vsa tista voda, ki se nahaja pod dnom, je seveda, ko pride do talnega efekta, dobesedno posrkana iz asfaltne površine in to z veliko močjo zračnega toka izstreljena proti difuzorju, kjer se začne vrtinčiti in seveda dvigne se v zrak. In to vidimo tudi na posnetkih. In sedaj, ko smo prišli do te točke, smo verjetno razumeli, da pravzaprav pnevmatike, ki imajo lahko takšen ali drugačen profil, ki so lahko mehkejše ali trše mešanice, sploh niso odgovorne v taki meri za slabo vidljivost, ko vozniki Formule 1 pravzaprav ne vidijo nič v tistem gostem oblaku dežnih kapljic. Odgovorni so bolidi sami. In v tem primeru takšne ali drugačne zavesice zadeve ne bodo rešile.
In prav v sodobni Formuli 1, ko imamo Venturijeve kanale na dnu, je ta pojav še bistveno bolj izrazit. Namreč tudi površina asfalta, ki je pod Venturijevimi kanali, je bistveno večja od tiste, ki je stična točka tekalne površine samo podlago. Zato je tudi količina vode, ki jo izstreli sam bolid skozi difuzor, bistveno večja. In zato danes je vidljivost skorajda nična, ukolikor pride do razmočenega asfalta. Verjamem pa, da mnogim izmed nas so avtorji in konec koncev tudi FIA začeli prodajati zgodbo, da so za vse krive pnevmatike, kjer bomo skušali z neko tehnično izboljšavo zadeve rešiti. A vzrok za te težave je prvič nekje drugje in drugič ne da se ga izkoreniniti. Rešitev bi bila, da bi se nekako vrnili v 60. leta, kjer je bila aerodinamika še v povojih in pravzaprav učinek izjemno slab. In tudi zaradi tega razloga v preteklosti so lahko, ko je bil asfalt razmočen, dirkali na polno. Seveda imeli so primerne pnevmatike in tudi drugič, aerodinamika je bila toliko slabša, da pravzaprav z asfaltne površine ni posrkala tudi tistih dežnih kapljic, ki niso bile v stiku z samimi pnevmatikami, ampak so se slučajno znašle pod samim dnom bolida. Tudi to je zanimivo, kajti tega vprašanja pravzaprav si nihče ne postavlja, kajti odgovor bi bil, ne znamo ga rešiti. Namreč tu lahko vidimo, da mnogokrat nam Formula 1 ponuja odgovore na tisto vprašanja, ki jih nismo zastavili. Nas ne briga, koliko vode dvignejo pnevmatike, nas briga bolj to, zakaj ob razmočenem asfaltu so aktivnosti kmalu da nične. In seveda s tem, ko nas skušajo prepričati v to, da bodo nekaj storili, na prvi pogled potešijo našo radovednost. Ampak konec koncev z nekaj fotografijami smo lahko ugotovili, da pravzaprav je srž problema drugje. In verjamem, da v prihodnosti bodo lahko dobili neko rešitev tudi za to težavo, ampak danes, razen morda tega, da bi bolide dvignili od tal, sam drugih rešitev ne vidim. To verjetno se ne bo zgodilo, vsaj ne v doglednem času, kajti dvig bolidov od tli bi pomenil izgubo oprijema in zopet počasnejše kroge in vse skupaj, kar sodi zraven. Vidljivost bi se seveda izboljšala, ampak zopet bolidi ne bi bili sposobni voziti v krogu. In tudi zaradi tega, ko dežuje, mi pravzaprav aktivnosti na progi ne vidimo, zaradi samega razvoja, zaradi same učinkovitosti, ki so jo inženirji skozi dolga desetletja vpeljali v svet Formule 1. A kot običajno menim, da kdo za mojo razlago ne bo zadovoljen. A upam, da bomo tudi to vprašanje reševali morda kdaj v nadaljnjih prispevkih. Za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.